Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Kdaj se bo mesto nehalo dušiti v prometu? Kdaj bo končno zgrajena obvoznica? Kako je z obnovo vrtcev in šol ter nekaterih zgodovinskih objektov? Na vroči stol smo danes povabili župana občine Krško, magistra Mirana Stanka. Dober večer. Lep dober večer tudi vam. Če začneva kar z dolgovi, veliko se govori, bere o dolgovih države. Tudi vam država precej dolguje zaradi protokolov, kajti nekatere projekte ste izpeljali že kar sami. Kateri so ti projekti in kakšen je pravzaprav ta dolg države do Krške občine? Dolg države do občine Krško izhaja iz obdobja, ko smo sprejemali umeščanje objekta nizko in srednjih radioaktivnih odpadkov v občino Krško. In v tem času je bilo podpisanih kar nekaj protokolov. Mislim, da je skupna vsota teh protokolov nekje okrog 30 milijonov evrov. Vendar so tisti, ki pravzaprav predstavljajo ta dolg, ki je najbolj aktualen, pa znaša nekaj okrog 4 milijone, nanašajo pa se na gradnjo optičnega omrežja. Kako to vpliva pravzaprav na likvidnost občine? Torej, moram reči, da občina Krško je še zmeraj zelo relativno dobro likvidna, kar izvira pravzaprav iz, recimo, bolj temu racionalne politike preteklosti, vendar pa se to seveda pozna likvidnosti in te 3 milijoni, ki nam manjkajo, se seveda nekje tudi poznajo. Pa imate morda zagotovilo države, glede na to, da zdaj varčuje na vseh koncih in krajih, kdaj vam bodo to? Ja, lahko bi rekel, da pravzaprav ta zagotovila prihajajo počasi. Moram reči, da se pozna, da se je menjala vlada in da ni neke pripravljenosti bilo, da bi se posvečali recimo temu drobnim problemom. Seveda je sedaj, pričakujemo tudi nek odločnejši korak naprej po 24. oktobru, ko pričakujemo obisk vlade v občini Krško. Nekaj signalov pa gre v tej smeri, da ne bi se ta zadeva tudi rešila. Del teh protokolov je v bistvu tudi obvoznica. Kako pravzaprav trenutno poteka gradnja? Kdaj bo recimo sproščen promet na tem prvem mostu, torej pri hidroelektrarni? Torej, predvideva se, da naj bi bil ta projekt dokončan nekje do prevoznosti do konca leta, do letošnjega leta. Dokončno dokončanje po naslednjem letu. Dela se odvijajo na tem objektu, vendar zelo počasi, kar je pa pravzaprav posledica, jaz bi rekel temu, nespretnosti o sprejemanju zakona o uravnoteženju javnih financ, takrat se je, oziroma rebalansu, in takrat se je kar nekaj teh zadev zmetalo ven iz proračuna državnega, seveda je tudi naša obvoznica zraven prišla. Tako da je posledično seveda se ta objekt nekoliko počasneje izvaja, vendar upam, da bo res tako, kot tam zagotovi pri DRSC-ju. Kaj pa potem ta most pri Žadovinku? Kdaj pa naj bi sploh potem tega začeli graditi? Most pri Žadovinku je nekje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Da bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili, je potrebno začeti z odkupom nekaterih zemljišč, da lahko DRSC razpolaga s temi zemljišči. V celoten odkup se vključuje tudi občina Krško z nekaj, recimo temu 100 tisoč evri, ko ne bi pravzaprav premostili ravno tako ta primanjkljaj državnih sredstev. Vendar je naša želja, da bi se ta projekt čim prej izvedel, zato bomo seveda z veseljem pristopili zraven. Spravi, boste nadaljevali s to politiko, da boste na nek način zalagali državo? Glejte, dokler je pač ta situacija taka, bomo bili pravzaprav prisiljeni v to in bomo seveda šli v to, kaj te projekti so za Krško občino zelo pomembni. No, pomembni projekti so na nek način tudi obnova vrtcev. Pravzaprav ste kar zagrizli pravzaprav ta problem. Zdaj ste obnovili že 4. na Vidmu, ta osrednji centralni vrtec v občini Krško. Obnova je bila precej zahtevna, verjetno pa precej to pomembno za starše, vzgojitelje pa tudi najmlajše, torej otroke. Ja, lahko bi rekel, da je občina Krško že pred leti sprejela politiko varčevanja z energenti, če tako rečem. Pristopili smo tudi konvenciji županov, ki je tudi usmerjena v tej smeri. Zato smo že kar nekaj teh objektov obnovili. Mislim, da je ta vrtec 4. v vrsti. Seveda je ta investicija dokaj zahtevna, bo prinesla poleg energetske sanacije nižjih stroškov ogrevanja in bo prinesla seveda tudi veliko bolj ugodno bivanje otrok, boljše delovne pogoje, kajti v tem času odkar je bil vrtec zgrajen, so se spremenili tudi tehnični pogoji, tehnične zahteve za delovanje vrtcev in zato bo tudi vrtec v tej smeri veliko bolj prijeten in prijazen za otroke. Koliko ste pravzaprav denarja doslej že porabili za te obnove vrtcev? Ja, tukaj za obnove vrtcev konkretno smo porabili tam blizu 4 milijonov. Seveda te obnove ne obsega samo vrtce, ampak obsega tudi druge
objekti, ki sodijo v družbeni standard, predvsem pa mislim tukaj na šole. Tukaj govorimo o šoli Raka, vrtec pri Raki, potem je še en vrtec Pravljica. Načrtujemo pa tudi nadaljne obnove, to je šola v Krškem, Jurij Dalmatin, potem je šola v Brestanici, vrtec v Brestanici in še bi lahko naštel nekaj teh objektov. Boste za katero od teh naložb tudi kandidirali na evropska sredstva? Vsekakor, kajti energetska sanacija teh objektov, ki spomenijo javne objekte, je tudi neka prioriteta v evropskih sredstvih, torej za pridobivanje evropskih sredstev in vsekakor bomo kandidirali na ta sredstva. Že pri prvem objektu, to je osnovna šola Jurij Dalmatin. Kakšen delež sofinanciranja pričakujete? Koliko je pravzaprav projekt sploh vreden? Projekt se giblje nekje v vrednosti okrog 5 milijonov, je pa odvisno od tega, kako široko bomo šli v obnovo. Ali samo v osnovno obnovo energetike, se pravi obnovo oken, tlakov, fasad in tako naprej, ali pa tudi mogoče kaj več, se pravi šola potrebuje tudi nekoliko več prostorov. Imamo pa staro zasnovo objekta, ki omogoča pridobivanje novih prostorov in bi bilo skoraj da škoda, da ne bi tudi tega napravili, če ravno obnavljamo ta objekt. Pravzaprav pred kratkim pa je starše morda nekoliko neprijetno presenetila vest, da boste zmanjšali delež subvencije. Zakaj ste se pravzaprav odločili za ta korak, torej da zmanjšate ta del subvencije, ki se nekako veže na jedrski objekt? Jaz bi želel izpostaviti predvsem to, da občina Krško ne zmanjšuje rednih subvencij. Se pravi, tiste subvencije, ki jih zagotavljajo vse občine, Krška občina seveda absolutno ne zmanjšuje, ampak jih ohranja takšne, kot so. Drugo pa je tisto, kar govorimo, če govorimo o nadstandardu. No in ta nadstandard mi sicer zagotavljamo iz sredstev tako imenovanega NORP-a, to je nadomestilo za omejeno rabo prostora. Krška občina leta 2010 sprejela nek sklep, po katerem 20% teh sredstev namenja povečanju družbenega standarda in v ta okvir sodi tudi ta povečana subvencija, ki znaša 50% deleža, ki bi ga sicer morali plačali starši. Za ta namen je bilo predvidenih takrat ob sprejemu tega sklepa približno 1,4 do 1,5 milijona evrov. Danes je ta delež zaradi povečanja števila otrok in tako naprej narastel že na okrog 2 milijona. To pa se resno zajeda tudi v druge projekte in zato smo bili nekje prisiljeni sprejeti sklep, ki bi omogočal variabilno, če temu rečem, spreminjanje stopnje. Za letošnjo leto je to pokrivanje postavljeno na 27%, prej je bilo pa 50%. Skratka, splošno varčevanje in pomanjkanje sredstev nas sili v to, da se držimo nekje tistih okvirov, ki smo jih prvotno sprejeli s sklepom. Ta variabilnost to pomeni, da naslednje leto bo lahko odstotek drugačen? Tako je. Mi pričakujemo v prihodnosti nekoliko manjšo populacijo otrok in takrat, ko se bo ta populacija zmanjšala, bomo mi tudi povečali ta delež. Absolutno vsako leto se bo znova presojalo in se bo tudi ta delež lahko spreminjal. Še ena velika naložba za občino Krško, ki pravzaprav se kar bliža že k koncu, zdaj od zunaj lahko že mimoidoči opazujejo to veličino gradu Reichenburg. Otvoritev pa je načrtovana za 1. decembra. Pravzaprav za Krško zelo pomembna naložba. Res je, namreč ta grad Reichenburg ni samo grad, ampak je to pravzaprav neka, bi rekel temu, zgodovinska znamenitost, ima svojo zgodovino, ugotavlja se, da je nekje od 8. stoletja naprej sežejo korenine tega gradu. Za obdobje pretekle zgodovine so pomembni trapisti, ki so marsikaj koristnega prinesli v te kraje. Kar se pa tiče novejše zgodovine, pa je prav gotovo veliko ljudi še taki, ki se spomnijo tega gradu iz časa izseljeništva. In ravno zato je ta grad pomemben. Res je tudi, da je grad ga načel pač čas ga je načel in posledično je bilo prav, da ga začnemo obnavljati, še posebej, ker so bila za ta namen na razpolago tudi evropska sredstva. Kaj vse bo v gradu, verjetno kar nekako oris celotne zgodovine? Res je, mi načrtujemo pravzaprav ohraniti dobršen del te vsebine, ki je že bila. Želimo dodati še nekaj novega, predvsem gostinsko ponudbo, potem želimo dodati galerijo, imamo ponudbo znanega umetnika, ki izhaja nekje iz Krškega, to je Cjuha. Potem želimo tudi obnoviti čokoladnico in še nekaj drugih vsebin, ki bi poživile ta grad in mu dale neko novo podobo. Se pravi, nekako pritegnile obiskovalce. Gostinca ste že našli? Torej, moram reči, da je ravno sedaj v pridobivanju in mislim, da je ravno danes bil gostinec potrjen. Se pravi, na nek način ni več ovir za to, da se 1. decembra odpre
Jaz upam, da bo vse steklo tako, kot je načrtovano in da bomo 1. decembra ta grad svečano odprli. Kaj pravzaprav si v Krškem obetate od te naložbe, pravzaprav potem, ko bo seveda, ko bo dokončana, za zdaj je recimo na avtocesti še prečrtana tabla grad Reichenburg? Torej, koristi je več. Predvsem je to povečanje in izboljšanje turistične ponudbe. S župani posavskih občin, ki so, vsaka od njih ima vsaj en grad, takšen, ki je lep, obnovljen, želimo tudi nekako povezano ponudbo dati, se pravi, da bi nekako govorili o dolini gradov. Poleg tega pa bi želeli tudi, da lokalno pritegnemo čim več turistov v ta grad, da povečamo ponudbo. Se pravi, v tem smislu je grad tudi zanimiv ekonomsko, se pravi gospodarsko. In tudi cilj te celotne prenove je, da bi grad postal ekonomsko zanimiv. Ne samo kot neka atrakcija v smislu zgodovine, ampak tudi kot neka podlaga za, da se saj financira sam. Zanimiva je tudi Mencingerjeva hiša, tudi ta dobiva končno podobo. Kako pa pravzaprav tukaj teče projekt? Projekt Mencingerjeve hiše se bliža koncu. Jaz moram reči, da tudi sam sem bil zelo presenečen, ko sem ta objekt pogledal iz notranjosti. Objekt na zunaj ni preveč ugleden, ampak ko vidimo, da gre tukaj pravzaprav za atrijsko hišo v obliki črke U, da je not cirka 62 različnih prostorov, različnih velikosti seveda, da je bilo v tem objektu odkritih veliko zgodovinsko pomembnih najdb, ki so pravzaprav pomembne tudi v slovenskem prostoru. Predvsem pa, da je to hiša, ki je zgodovinsko pomembna zaradi našega rojaka Mencingerja, ki je tukaj končal svoje življenje, je pa napravil ali pa pustil velik pečat v našem kraju, je ta pridobitev zelo pomembna. Je pa res, da bo treba dati tudi pomembno ali pa neko tako ustrezno vsebino, poleg zgodovinske, tudi kakšno drugo vsebino, ki bo potem tudi vsaj, bi rekel, na enakem principu, da bo vračala in se vzdrževala sama, to pa bo pomembno in tudi važno napraviti. Kakšna bo torej vsebina? Vsebina bo, torej en del je pokrivanje potreb fakultete, potem en del je zgodovinske, se pravi obnove tega prostora in dajanje poudarka zgodovini mesta Krško. Del bo tudi etnografski, ki je, to je predvsem sušilnica sadja in tako naprej, pa nekaj lokalov bo v pritličju. Tako da vsebinsko jaz upam, da bo objekt v celoti zapolnjen. Škoda bi bilo, da je tak objekt bil prazen. Že dlje časa pa se v Krškem pravzaprav ukvarjate z knjižnico. Prostor, lokacijo so svetniki že pred časom potrdili, vendar pa na nek način imate težave. Kakšne težave so pravzaprav, zakaj ta projekt še ne teče tako, kot bi moral? Torej, težava je pravzaprav pogledano iz strani minorna. To gre za skoraj da smešno težavo, namreč težava okrog zemljišča in to zelo majhnega koščka zemljišča. Gre za en del funkcionalnega zemljišča, ki sodi k temu objektu, vendar brez tega funkcionalnega zemljišča objekta ne moremo začeti graditi. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, ki je že večkrat podaljšano. Je pa nek, bi rekel, spor z lastniki okoliških stavb, ki želijo za prodajo manjšega dela zemljišča dobiti tudi zagotovilo, da bodo lahko oni sami na svojih zemljiščih opravili nekaj posegov v svoje objekte. Zato pa je potrebno soglasje spomeniškega zavoda, torej varstva. In moram reči, da se tukaj dobršen premik napravil, saj je zagotovilo, da bomo to dovoljenje oziroma soglasje spomeniškega varstva pridobili, tako da bomo potem lahko tudi podpisali pogodbe za nakup tega kosa zemlje, ki ga še potrebujemo. Pa bo denar v proračunu za knjižnico? Torej, sklep občinskega sveta imamo, se pravi, volja politična je, zdaj je potrebno seveda v proračunu tudi ustrezne postavke zastaviti, mi smo jih zastavili, vendar je projekt takega obsega, da sedanji proračun tega ne bi zmogel recimo napraviti v enem letu in bo potrebno pač več časa za to, da bomo objekt dokončali. Kako se zdaj vrtiva v središču mesta, torej v središču Krškega, kjer ste na nek način v zadnjem času poskušali na nek način urejati modre cone. Torej po tleh ste označili z modrimi talnimi označbami parkirišča. Kako so se recimo občani odzvali na to pridobitev ali to spremembo? Jaz moram reči, da je Krška občina že pred leti pristopila k obnovi recimo temu mestnega jedra, čeprav gre za staro mestno jedro. To se izvaja na tak način, da se obnavljajo objekti. Mencingerjeva hiša je tudi eden takšnih.
Drugo je pa tudi prometna ureditev in v okviru prometne ureditve, predvsem pa na željo lastnikov nekaterih lokalov v tem strogem centru, ki zgubljajo kupce na račun parkirišč, smo se odločili, da bomo uvedli modre cone. Moram reči, da je odziv tistih, ki potrebujejo parkirišča, zelo pozitiven, pa tudi sami prebivalci niso niti pokazali pretiranega odpora do tega. Potrebno je urediti še nekaj v zvezi z dovolilnicami za stalne prebivalce tega dela, vendar jaz sem prepričan, da bo ta dobra praksa pokazala pozitivne učinke in tudi mogoče neka podlaga za širjenje teh plavih con tudi v druge dele mesta. Kaj boste v središču mesta še označili z modrimi conami, da zdaj še niste? Torej govorimo o cesti Krških žrtev, ki se pravzaprav širi proti Dalmatinovi ulici in tudi ta del bo potrebno nekako urediti z modrimi conami. Kaj pa, v bistvu ste oživili na nek način tudi odbor za olepšanje mesta. Kaj si obetate od tega odbora? Kaj pravzaprav naj bi ta odbor storil? Jaz moram reči takole, da je bil odbor ustanovljen nekje leta 2007. Po ustanovitvi je žal delo tega odbora zamrlo. Sestava odbora je bila zelo zanimiva, to so bili ljudje različnih profilov, strok, ki lahko nekaj dajo temu kraju in moja želja je bila, da bi kot Krčan seveda dal tudi nek pečat temu mestu, predvsem bi želel, da bi bil dejansko ta del mesta olepšan, če tako rečem. Namen je nekako standardizirati obliko, da bi se recimo urbana oprema ponotila, da bi dali neko vsebino, ki bi dolgoročno začrtala, kako naj bi se staro mesto oživljalo in obnavljalo. In namen tega odbora je, da se strokovno loti tega problema. Moja želja je, da bi pobrali tudi dobre prakse drugih mest, na primer Ljubljane. Ravno v mesecu novembru načrtujemo tudi ogled Gradca, ki je ravno tako zelo dobro rešil, to mesto tudi lepo rešilo svoje probleme s starim mestnim jedrom, tako da bi želel te prakse prenesti v mesto in naloga tega odbora je, da bi to napravil. Verjetno nadalje, se pravi v naslednjem koraku, pa bodo pomembno tudi kako bodo občani pristopili k temu. Verjetno ta odbor ne bo mogel rešiti celotne zadeve. No, to je absolutno brez občanov in njihovega pogleda na svoje mesto ne bo šlo. Mi bi želeli predvsem to, torej jaz osebno in seveda tudi občinska uprava, da bi se te dobre prakse in pogledi na organizacijo in ureditev mesta prenesli širše med ljudi, da bi ljudje to smatrali za svoje in da bi tisto, recimo temu roko, ki jo ponujamo vsako leto z obnovami fasad in tako naprej, sprejeli in seveda tudi sami aktivno sodelovali pri tem. Nalog je pa seveda zelo veliko. Eden od večjih projektov na nek način je tudi optika. Kako daleč je ta projekt, koliko ljudi se je že odločilo za priključek, kakšen je odziv pravzaprav vaših občanov? Torej, gradnja optičnega omrežja je bila inicirana, če tako rečem, strani Evropske unije, predvsem zato, ker so želeli, torej Evropska unija ima nek projekt, s katerim pokriva tako imenovane sive lise, torej področja, ki komercialno niso zanimiva. K temu projektu je občina pristopila in v ta namen dobila tudi določena sredstva. Zaradi teh sredstev je občina dolžna zagotoviti 2400 priključkov. Smo na dobri poti, da to do leta 2013, ko je rok, tudi izvedemo. Trenutno delamo na tistih delih, ki nam omogočajo pravzaprav največ priključkov in v tem smislu se tudi trudimo. Tako da ne širimo toliko več samega omrežja, ampak izvajamo priključke in prepričan sem, da v letu 2013 bomo ta cilj dosegli in presegli. Torej je interes med občani? Interes med občani vsekakor je, manjka nam še nekaj 100 teh priključkov, vendar se pravi občanov, ki bi se stalno priključili, absolutno je interes, še posebej, ker lahko izbirajo med ponudniki vsebin. 24. oktobra, sami ste že prej omenili, da pričakujete obisk vlade. Kaj pravzaprav občina Krško pričakuje od tega obiska vlade v Posavju? Kaj boste predstavili kot ključne težave, za katere upate, da vam jih bodo pomagali rešiti? Mi da sva v sedanjem preko pogovoru že se dotaknila nekih ključnih zadev, to so predvsem protokoli, potem je to naša obvoznica, most. En problem, ki ga nismo imeli, je tudi gradnja odlagališča nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov, ki se je nekako zataknila iz nam neznanih razlogov. Tudi to bi želeli premakniti. To je pravzaprav glavnina teh točk, ki bi želeli izpostaviti. Je še nekaj manjših, vendar ne tako, bi rekel, zelo pomembnih, vendar jih ni potrebno preskočiti, se pravi tudi
manjše probleme bomo omenjali. Verjetno pričakujete potem na drugi strani roko države, da vam pomaga pri tem čim prej. Absolutno. Moram reči, da v vseh teh mesecih, odkar sem prišel na mesto župana, je bilo kar nekaj kontaktov z ministrstvi, posamičnimi ministrstvi, službami znotraj ministrstv glede teh problemov. Počasi se premika vse skupaj, vendar je prisotnost vlade v našem okolju sigurno tako močen impuls, ki bo lahko pomagal, da se bodo zadeve premaknile hitreje in bolj odločno. Ključno na nek način v kriznem obdobju so tudi poslovne cone, industrijske cone. V vaši občini ste jih zagotovili kar nekaj, pa vendarle pred časom je recimo farmacevtsko podjetje Krka začelo graditi v Krškem. Kaj pa drugi? Se kaj odvija na tem področju? Torej, kot je bilo že rečeno v meni prejšnjih oddaj, Krška občina ima na zalogi veliko teh zemljišč, ki rečemo pa z poslovne cone. Jaz bi izpostavil mogoče dve, to sta cona Vrbina in pa cona Drnovo vzhod-zahod. Imamo kar nekaj popraševanj po teh, po zemljiščih v teh conah. Po razgovor in odločitve v današnjih časih, da se gre v tako gradnjo, prav gotovo niso enostavne. Verjamem, da podjetniki dosti razmišljajo o tem in da je nakup zemljišča samo en korak v celotni odločitvi, tako da je potrebno pač te ljudi spodbujati. Je kar nekaj razgovorov na področju cone Drnovo-Zahod, nekaj razgovorov s CGP-jem in nekaterimi investitorji, ki bi želeli v to območje priti. Krka pa sicer ne sodi v samo poslovno cono, je izven cone, vendar je seveda to velika pridobitev za krško občino. Skratka, interesa je, vendar postopki in sami razgovori trajajo kar nekaj časa, preden se nekaj vidi tudi na terenu. Se to na nek način tako dolgo odvija tudi zaradi te tako imenovane krize, se nekako bojijo podjetniki? Absolutno, jaz bi to kot prvi vzrok dal. Se pravi, zemljišč je, tudi cene niso pretirane, vendar je odločitev, kot sem rekel, težka. Se pravi, vsak podjetnik, ki razmišlja naprej, je pravzaprav v negotovosti, ne ve, kako bo potem naprej s tako investicijo in seveda rabi precej močni impuls za to, da se odloči. Jaz pa mislim, da ta impuls predvsem mora priti strani vlade in države, da se stabilizirajo razmere in takrat, ko bodo razmere stabilizirane, prav gotovo bomo verjetno imeli še premalo zemljišč za podjetnike. Upajmo, da bo to kmalu. Eden od projektov, pravzaprav ne projektov, ampak pomembnih dejstev, ki so verjetno Krškem pripomogli k temu, da se je mesto tudi razvilo, pa je ta železnica, katere visoki jubilej bo v prihodnjih dneh, pravzaprav ga boste praznovali prav v Krškem kulturnem domu, torej 150-letnica železnice Zidani most Zagreb-Sisak. Kaj pravzaprav pripravljate ob tej obletnici in kaj pravzaprav ta žila železniška danes pomeni za Krško? No, jaz bi mogel reči, da v prvi vrsti, da se z tega mesta zahvalim gospodu Roškarju, ki je bil pravzaprav pobudnik tega. On se je dejansko spomnil, on nas je vse spomnil, da se pravzaprav približuje 1. oktober, ko je vlak pred 150 leti prvič pripeljal v Krško. Ta vlak, ki je takrat pripeljal, je pomenil ogromno. Pomenil je pravzaprav prihod industrijske revolucije v Posavje. S sabo je pripeljal v kasnejšem obdobju tudi tovarno celuloze in marsikaj se je spremenilo tudi v podjetniških vodah v tistem času in lahko rečem, da če ocenjujem, da je Posavje dokaj razvito ali pa kar visoko razvito, lahko rečem, da je to tudi zasluga te železnice in ravno zato je ta železnica oziroma ta jubilej tako pomemben. Pripravljamo seveda nek dogodek, ki bo posavski, to bo dogodek prihod enega vlaka od Ljubljane pa do Dobove in potem nazaj do Krškega, kjer bo osrednja prireditev. Odprt bo tudi muzej, ki ga bo pripravilo železniško gospodarstvo. Skratka, vse bo v znamenju železnice in računam, da bo tudi dosti ljudi prišlo, da si bodo to ogledali in nekako z nostalgijo se spomnili tudi tistih časov, ko še nismo imeli električnih vlakov, ampak se je nekaj naša dolina prekrivala z dimom vlakov, ki so se vozili v tistem času. Kaj železnica danes pomeni za Krško? No, seveda je to mogoče nekoliko manjši vpliv, kot je bil nekoč, saj imamo še druge povezave, imamo konec koncev moderno avtocesto. Povezave so seveda tudi preko interneta in tako naprej, vendar je železnica še zmeraj pomemben dejavnik. Predvsem bi mogel reči mogoče tovarno celuloze in papirja, ki je nekoč tudi po 1000 vagonov lesa na mesec dobila. Danes se je to zmanjšalo precej na okrog 200, vendar je kljub temu zelo pomemben dejavnik. Torej, veliki dogodki na nek način se obetajo v Krškem. Prej smo menila 1. december, grad Reichenburg.
13. oktober, ta obletnica, 150-letnica. V avgustu pa ste odprli v Spodnjem Starem gradu na mestu zbirno-reciklažnega centra pomemben objekt. Kako se kaže pravzaprav ta naložba zdaj, ko je že v funkciji? Torej, naložba je pokazala dosti dobre rezultate. Težko je sicer soditi na kratek rok, zadeva deluje komaj en mesec, mogoče mesec pa pol, vendar so prvi izpleni, ki kažejo na zelo dobre rezultate, cirka 50% tistih mešanih komunalnih odpadkov, ki jih vržemo od tako imenovane črne kante, se spremeni v koristne odpadke, 50% pa se odpelje v Novo Mesto na Cerod. Naša želja je, da bi zgradili tudi kompostarno oziroma jo posodobili, saj imamo že v funkciji. Ta kompostarna bi omogočala, da bi še manj odpada odpeljali na trajno odlaganje. Končni cilj je praktično nič odpada na odlaganje. Skratka, predvsem za občane mislim, da je pomembno, da bo to vplivalo predvsem na stabilizacijo cen. Se pravi, da cene ne bi naraščale. Namreč treba je vedeti, da so smeti problem, ki bo v bodočnosti eden glavnih problemov in nas bo tudi veliko koštal. Zato je pomembno, da že sedaj razmišljamo o tem, kako zmanjšati stroške odlagane smeti. Torej, veliko tem sva se dotaknila v teh 30 minutah. Gospod župan, najlepša hvala vam za vaš obisk v studiu. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa želim prijeten večer še naprej.